Posnel bom še tretji del te moje kritike videnja neke oddaje Mediji in oblast, Tina Majer, aprila je bila posneta 26. Dva dela sem posnel. Jezi me, da si ta levica daje pravico, ker ve, da ima v rokah vse mainstream medije, od časopisnih, Delo, Dnevnik, Večer, ne govorimo o kakšni Mladini. Ima v rokah jedrsko orožje, ne. In pa si misli, desničarji imajo pa petarde, ne. Pa tisto Nova 24, tisto nas jezi. Tam nas razgaljajo, ne. Ampak mi imamo vsa orožja, ne? Zdaj smo močnejši. Tepimo jih, saj nam nič ne morejo. Večinske medije imamo mi, financirajo se ti mediji, mainstream mediji, tako rekoč iz državnega proračuna, tako ali drugače. Nacionalna televizija, naša, STA, naša, zdaj smo dobili, koliko že, 2,5 milijona iz Evropske unije, da lahko še vedno furamo enoumje. To si mislijo pokvarjeni levičarji, ki obvladujejo RTV, STA in glavne medije. Tako se ne bo to izšlo, zato ker je nepravično. To je moj point tega mojega kritičnega razmišljanja o medijih, ko kritiziram nepluralnost teh medijev. In potem gledam tole oddajo, vemo, kako se začne, špica je pa takale. Na pravi strani podcast o človekovih pravicah, več kot črka na papirju. Več kot črka na papirju. Enoumne novinarje, leve intelektualce, Petra Lesjak Tušek, sem jo omenil, Marko Milosavljević, Nataša Pirc Musar, ne. Vsi ti dobijo obresti v ugodju, ker jih leva scena gor vzame, ker tako z vsemi topovi tolčejo po desnici v upanju, da se jim bo levica, ko pride na oblast, oddolžila, ne. In potem lahko postane, Nataša Pirc Musar, direktorica televizije, Marko Milosavljević bo še kar tam razturaval na FDV-ju, mogoče nekoč dekan, na njemu, ki je tako lojalen sistemu, bo ratalo, da bi bil rektor, Lukšiču ni, ker preveč politološko, čas tudi nevtralno gleda, vsaj v Faktorju tako, na to sceno, kadar fura svojo politično analitiko. Zna biti nevtralen, pa je bil predsednik SD-ja, ne. Po mojem mnenju bi mogel biti Lukšič rektor. Čeprav je levo politično kontaminiran, ker ta Gregor Majdič, mislim, to pa je višek, rekel, enih neumnosti, ta človek ni pameten, ne, mislim, zdaj, če kdo hoče vedeti ali pa videti, kako sem ga jaz kritiziral njegovo nevroznanost, ne, naj si posluša neke moje videe. Ampak ta je postal rektor, zamenjal tega Papiča, ki je že tako bil levo predan, tako kot so vsi rektori, še najbolj bila Andreja Kocijančič, mesec nazaj je umrla, prva ženska, neka rektorica. Pa Svetlik, Ivan Svetlik, SD, minister, ta je hotel tisti družinski zakonik vpeljati, enakost spolov, ukiniti spol, razrediti tradicionalno družino na pobudo feministk. Pri Lukšiču se pač zaznava neka konzervativnost, tudi neka krščanskost, kar mogoče SD moti, ker Igor je malo preveč pameten, se zna biti lojalen SD-ju. SD je ausglajzal, levica z veliko pisano sploh, levo-sredinske stranke z LMŠ ali pa KUL-om, to so sploh ausglajzali, to nimajo več kompasa.
In taka leva sredina se tudi, če se konsolidira za naslednje volitve, ne bo mogla zmagati, ker jih ne vodi nek nek ideolog, ki bi bil preudaren, ki bi pošteno gledal na realno situacijo in rekel, zdaj se pa splača biti lojalen tej vladi, ker zdaj nas pa vodi iz krize. Ne moramo zdaj imeti volitev. Pustimo zdaj, Janša predseduje tej Evropski uniji, pa se pripravljajmo na volitve. In telim anarhistom, ki tako vneto protestirajo z nekim jenulom na čelu, te moramo pa zdaj malo ukrotiti. Bi rekel nekdo, ki je kanček pameten, ki ima neko razsodno moč, ki ima v sebi moralni imperativ in tudi reči, toliko pa ne moramo pretiravati. Ne moramo enoumno poročati o enih stvareh brez kritične distance. Tega levica zdaj ne premore. Nihče v tem kulu ni bil toliko razsoden, da bi rekel, čakajte, ne smemo pretiravati. Ali pa da bi rekel, toliko pretiravati v teh mainstream medijih s tem našim levim enoumjem, to pa ne smemo. Malim pa dajmo dihati, ne? Ker to se krivica dela konzervativnim, bom rekel, ali pa desnim. Jaz sem konzervativen, sicer zaradi psihoanalize, ampak nisem pa desničar. In zdaj jaz trdim, da se nam, ki drugače mislimo, meša, ko poslušamo take oddaje. Tale, ne Lili Bajer, ki sem jo že prej obdelal, Tina, Martina, Tita, Majer, ta tako enoumno pristopi k nekemu prispevku, ki bi moral biti pluralni, ki bi moral dati možnost, da tudi desni povejo svoje videnje o teh medijih, po svobodi govora. Ne pa, da se tam govori tale Delov novinar Peter Žerjavič, Delovega novinarja kliče na pomoč, ki se točno ve, kako bo pristranski. In ta govori o brutalnem obračunavanju vlade, svobodo novinarskega poročanja. Ne doda pa, novinarji smo si levi. In zdaj desnosredinska vlada obračunava z nami, levimi novinarji, ker pristransko poročamo, seveda pristransko poročamo, mi smo aktivisti levice, smo vpeti v družbo skozi novinarstvo, to je naše poslanstvo, nas se mora pustiti na miru, da svobodno poročamo. Vaša naloga je, da ne pristransko poročate. To je tisto, kar vi ne delate. In ta Tita Majer, oblikuje prispevek popolnoma spodletel in ne ve, da na dolgi rok dela škodo. Ker v resnici se ti novinari borijo in gre za boj proti Janezu Janši, ki pa se bori, ker moram to reči, proti levemu monopolu, proti levemu enoumju, levi pristranskosti in ta desna vlada, ali pa desno-sredinska, ali pa Janez Janša, se bori za pluralizem, za objektivno poročanje. In ta Tita Majer dela prispevek, da bi se sula, oblatila Janšo v povezavi z Evropo in kliče 100 ljudi na pomoč iz Evrope, tega Delovega novinarja, ki poroča, da je to osupla je Evropa nad našim predsednikom vlade. Osupla je Evropa. Evropa je neinformirana. Evropa ne ve, zakaj se gre. Janši se očita diskreditiranje ljudi, ki imajo drugačno mnenje. V resnici gre pa boj desnice ali pa Janše, za pluralnost, boj za pluralnost, za svobodo govora tudi drugače mislečih. Ne samo levo, liberalno mislečih, tudi desno, konzervativno mislečih. Jaz sem zaradi psihoanalize konzervativno misleč, sicer imam srce na levi. Mislim, in te mainstream mediji oziroma proračunsko
plačljiva, financirana RTV in STA, imajo pa samo levo mnenje. To tako ne gre. In ta novinarka, namesto da bi bila objektivna, da bi dala konzervativno mnenje ali pa desno mnenje v eter in levo mnenje, saj ščepec desnosti v svoj prispevek. Ne, ona samo enoumje fura. Dajmo poslušati še malo tolo Petro Lesjak Tušek, torej levo deklo, ki bo samo tolkla po desnici, ne? Z racionaliziranimi pogledi, ki brutalno napadajo, ne? V resnici so enoumni, ne pustijo dihati drugačnemu mnenju in potem jo jezi, skrajno jezi to Petro Lesjak Tušek, da se je pa zdaj pa drugi pol, desnica, pomagala z madžarskim kapitalom. In pa se tam obtla na trepalnici meče in joka in stoka in cvili, ker jo moti madžarski kapital. Ne? Ker ta madžarski kapital bo pa pluraliziral medijsko sceno. Ne? Ok, Nova 24, ki je edino desna. Ampak zdaj pa madžarski kapital menda še na Planet TV prišel, na Siol. Kaj, če se še tam začne pluralizem pojavljati? In kaj, če ugasne STA? Potem bo imel pa premalo levih medijev. Ne? Potem bo pa narod začel pa pluralno razmišljati, bo slišal še drugo mnenje. To je kaj hujga. Pa ste predsednica novinarskega društva Slovenije tako razmišlja. Ne? In ona govori o vzporednem medijskem prostoru. Češ, zdaj je bilo samo levo enoumje in zdaj so si pa ti desničari pa drznili s tujim kapitalom, ne, še en vzporedni medijski prostor zgraditi. Zdaj je bilo tako fino, ko smo imeli samo levo enoumje, konzervativnosti ni bilo, ne, to je bilo zdaj fino, zdaj pa vzporedni. Ta tuji kapital je pa to nemogoče. Dajmo jo malo poslušati, no. Na mednarodni parket v Evropskem parlamentu nas postavljajo ob bok s Poljsko in Madžarsko. Tuji mediji poročajo o destabilizaciji slovenskih medijev po madžarskem modelu. Gre tudi za močne kapitalske povezave, ki presegajo slovenski medijski prostor. Vidimo tudi mednarodne navezave, ki niso zanemarljive. Katere so te mednarodne navezave? Dejansko, kot so zlasti kolegi pod črto v zadnjem obdobju raziskovali, ko so preučevali tudi lastništvo medijev, so kar dobro nakazali smeri, ki jih tudi medijska stroka pri nas zdaj že večkrat in pogosto izpostavlja. Torej, to je predvsem madžarski Orbanov model že viden in torej prikazan kot nek vzorec, po katerem se ravnamo. Gre tudi za kar močno navezo z srbskim Vučićem, tako da v bistvu se ustvarja nek vzporedni prostor, ki medije dojema, kot rečeno že prej, kot neke podaljšane roke oblasti oziroma kot sredstva za to, da se uresničuje politika in da se v bistvu tudi neka ideologija, ki je žal polna sovražnosti, polna sovražnosti. Zato, ker nekdo gleda konzervativno na družbo, je sovražen. Par let nazaj sem jaz ploskal Orbanu, ker je preprečil širjenje feminizma na madžarskih univerzah. Ne bom rekel, da je feminizem ukinil, ampak je zajezil to enoumno pranje možganov, ki se pri nam dogaja na filofaksu, na FDV-ju, na FSD-ju, kjer so ukinili spol, kjer so si dekane inštalirali, perejo možgane študentom z LGBTI ideologijo, teorijo spola in feminizmom. En Orban je pa rekel, zdaj ga pa ne boste več srali. To, kar bi jaz pričakoval od desnih, od konzervativnih, od Janše, pa se to ni naredil. Pa bom rekel še. Zato bi si jaz strašansko želel, s srcem na levi, da bi konzervativci dobili še en mandat.
da se temu feminizmu, ki simbolno kastrira moške, zaradi katerih ti moški kot očetje ne morejo očetovati svojim sinovom. Sinovi brez očetov so pokvarjeni. Včasih so jim rekli pankrti. Otrok, ki nima vzgojne moči očeta, da oče ni dober, pravičen in ga vzgaja. In tudi vzgojne klofute morajo biti dovoljene in to konzervativna struja bi znala vedeti, bi znala upoštevati, ne, liberalci s vsemi temi moškinjami, da ne rečem babami ali pa kurami in petelinkami, pojma nimajo. In potem zdaj naj se tole o tem amok napadalcu, naj se razve, kje je bil tukaj oče. Naj pride to v eter, naj pride primarna družina in vloga očeta. Ker oče je tole v ozadju. Tako jaz rekel špekulativno malo namignem. Ta Petra Lesjak to nima občutka, da kot predsednica Društva slovenskih novinarjev ne bi smela tako govoriti. Tako kot Milosavljević nima občutka, do kam sme iti. Dajmo poslušati, kaj bo ta Milosavljević govoril. Govoril bo o popolnem nadzoru. Kaj? Ambicija desne države je popolni nadzor nad mediji. Ne prizna pa, da ima pa popolni nadzor nad mediji, mainstream mediji, nad RTV-em, nad STA-em, leva, globoka država. Levica ima tak nadzor, da grejo v eter samo enoumne informacije, samo tiste, ki pašejo levim. Gostujejo v vseh teh intelektualnih oddajah. Samo levi intelektualci. Drugače misleči. Jaz sem veljal za levičarja, ampak ker nimam tega levega mnenja, jaz ne smem nikamor. Bil sem pri Pirkoviću februarja po 6 letih, ker sem bil pred 6 leti v oddaji Odkrito, tako kritičen do levice, da so vsi alarmi bili prižgani. Ker sem kot levičar rekel, fantje, in zdaj te punce, babure, ne morete zdaj se tako jeti, pa prak možgan v narodu. Ne vzdrži, ne da se. Zato, ker ste zajadrali v eno anarhično ideologijo, ne samo liberalizem, v anarhizem. Kulturnike ščuvate. Naloga kulturnikov danes je, da so aktivisti levice. In leva scena podkupuje volilno telo, kulturnike tako, da jim plačuje službo in potem apelira, če pridemo mi na oblast, boste vi s svojimi nebulozami in svojo umetnostjo imeli vse to financirano. Zdaj pa volite nas, pobijte vse te drugače misleče, desno, konzervativno misleče, protestirajte se, subajte vlado, ker če pridemo mi na oblast, boste vi živeli kot bubre koloju. Kako že? Ja, tako, da bomo davke dvigli, kar levica dela, in potem bomo mozli une, ki garajo pa desničari. Levičari imamo državne službe, mastno plačane. To tako ne gre. In na levici mora nekdo reči, ne moramo se tako je take politike, da bomo mi plačevali našo volilno telo skozi državni proračun v upanju, da nas bojo spet zvolili, da bomo imeli moč in oblast, kar bo super in bomo tolkli po desnih, oni bojo delali, mi bomo pa delili denar. Najbolj levica, z veliko pisano, tako razmišlja. Ne gre to tako. In potem dajmo poslušati tega. Marko Milosavljević, FDV, popolni nadzor, ki ga ima zdaj levica. Dajmo ga poslušati. Sorry, ko smo zdaj naredil. Tukaj ga moram pritisniti. Popolni nadzor nad praktično večino nacionalnega medijskega prostora, popolna podreditev javne radiotelevizije, redni napadi, takšni in drugačni, na preostale redke, še neodvisne kritične novinarje in seveda podreditev tudi vseh ostalih. Kot so sodna veja oblasti, ustavno sodišče, računsko sodišče, tožilstvo in tako naprej. Mislim, kaj je tam Tita Majer najde,
In potem mladci kršijo zakone in pride sodnica in se mu praviči. In ti mladci, en mladec pa smrkle, so kastrirale tiste policaje, ki so jih oglobili, pa so dobili nek poziv na sodišče. Pride na sodišče ti trije žgoljati, 2 smrkle in smrkavc in sem sodnica, totalno brez moralne razsodnosti. Opraviči v imenu ne vem česa in kastrira cel sistem. Vlado, Janšo, NIJZ, policiste. Glava peče. Vidim jaz, mogoče Boštjan Zupančič, vidijo mnogi intelektualci na desni, vidijo tudi levi, ne? Če postanejo kritični, tal Ernest Petrič, tudi bil ustavni sodnik, Modrec, svetovalec Pahorju, tudi to vidi. Zdaj kaj hujga, zdaj pa postajamo bivši levičari tako sredinski, ali pa gremo na des, pa jaz ne morem biti sploh politično involviran, ker sem po srcu, po politični opredelitvi Freudovec, psihoanalitik, ne morem jaz kar politično se aktivirati, ampak kritično misel pa moram razvijati. Kaj še tudi, zdaj vam vrtu v nedogled tele nebuloze, ampak ne bom pretiraval. Dajmo poslušati, kaj dela pa provladni mediji, ne? Katere petarde mečejo, ne? Katere petarde mečejo napram tem jedrskemu arzenalu, ki ga ima Levica v obliki RTV-ja, STA-ja, tudi Pop TV-ja, A kanala. Dajmo ja poslušati malo. In kakšni so ti prijemi pritiskov na medije? Kako pravzaprav, bom kar konkretno rekla, SDS v tem primeru gradi nek svoj medijski imperij, pravzaprav opazujemo že kar nekaj časa. To ni samo Nova24, to so lokalni internetni portali, ki potem citirajo drugega. Klasična praksa je, da v razmaku parih minut članek za isto vsebino. Joj, Tašika, Nataša Pirc, gusar, kot se mnogi motili, se niso na musar navadili, sama je to povedala, sem že zadnjič izpostavil, kako to jo moti, ne, da zdaj se bo pa medijski prostor pluraliziral in zdaj ima vlada, namesto da bi vlada imela sebi lojalno RTV, ki bi pomagala NIJZ-ju osveščati, zajeziti širjenje nebuloz v obliki teorije zarote, da bi razkrinkala razne potrčkote, Wernerje, Šorlije, Anico Bidar, namesto da bi delala RTV kvalitetne oddaje, ki bi pomagale državi, vladi, da pridemo ven iz krize. Se ta musarca huduje nad Nova24, da je zdaj postala Nova24, vladna služba, vladni mediji. V teh hudih časih bi mogla RTV asistirati vladi, ker vlada se trudi ne ohraniti oblast, ampak se trudi zajeziti krizo. Ta nori narod, ki ne trpi neugodja, ne trpi ukrepov, ta bi se pa kar začel žurirati, ne? Ja, okužbe bi imeli. In RTV, STA bi moral asistirati vladi, ki rešuje narod. Ta vlada se ne trudi vladati tako, da bo dobila naslednje volitve. Ta vlada se ne trudi na tak način, ampak se trudi zajeziti krizo. In to dela tudi Simona Kustec, to dela Počivalšek, to dela Krek. Levi mediji pa spotikajo vlado tako, da spotikajo, da podpirajo te anarhiste, te zarotnike, vse tiste, ki jim grejo na živce, ukrepi. Pa tako ne gre naprej, tako ne gre naprej.